govorimo o zgodnjem in poznem reproduktivnem obdobju, ampak to so v bistvu ženske nekje recimo med 20 in 40, 45 recimo leti, ki so načeloma še vedno mlade, ne, in zdrave, tako da, in se počutijo dobro, tako da je za njih mogoče presenetljivo, ko jim poskušamo povedati, da se določene spremembe že pojavljajo, ki vplivajo na njihovo sposobnost za nositve, ne. Po eni strani, če pogledamo sama ginekološka obolenja, ko mi začnemo z diagnostiko neplodnosti, običajno pogledamo njihov hormonski status, njihov ciklus, upravimo ultrazvok rodil in pač seveda na drugi strani moški dejavnik. Ugotavljamo že pri samem hormonskem statusu, da so določene spremembe, druga obolenja. Recimo, mi smo naredili analizo preko 700 žensk, ki so prišle v letu 2021 prvič k nam na obravnavo zaradi neplodnosti. Smo jih razdelili v obdobje po 5 let, se pravi meni 25, 30, 35 let in naprej. In smo ugotovili, da pri teh mladih, recimo so naključna obolenja ščitnice, ki niso bile diagnosticirane prej, ali pa naključna hiperprolaktinemija, povišanje drugih, so relativno redke, se pravi tam nekje do 5%. Potem v zadnjem starostnem obdobju nad 40 let je bilo pa tega že skoraj 14%. Se pravi, zvezno se povečuje to, kar mi po naključju zraven ugotovimo kakšna druga pridružena obolenja. Kar se tiče samih ginekoloških, bom rekla, organskih obolenj, ki jih ponavadi ugotovimo že z ultrazvokom, to so benigne spremembe, miomi, tipično naraščajo z leti. Potem je endometrioza približno konstantna v tem, skozi to obdobje, razen z endometriozo maternice, se pravi z adenomiozo, ki kaže zelo izrazit trend skozi ta starostna obdobja. Tudi benigne ciste se nekako pogosteje pojavljajo z leti, teh smo tudi precej našli. Obratni trend pa kažejo policistični jajčniki, ne, se pravi sindrom policističnih jajčnikov, to je pa prvenstveno obolenje nekako mlajših, tam nekje do 15 do 30 let recimo. Ob teh pregledih vedno tudi nekako ocenimo zalogo jajčnih celic, tako da gre po eni strani za količino in po drugi strani, tako kot je že profesor Relič povedal, za kvaliteto, tega ne moramo ocenjevati, lahko pa približno nekako ocenimo zalogo jajčnih celic, kar opravimo z ultrazvokom in pa z vrednostmi hormona, antimillerjevega hormona. In pri tej analizi smo zelo jasno videli, kako recimo pade, to je tudi že prej znano, no? Antralni folikli, ki jih je v mladih letih 12 na en jajčnik, padejo potem na 4 pri 40, ne? Se pravi, ta zaloga močno pade in tudi vrednost antimillerjevega hormona, ki je bil pri mlajših 4,5, je pri 40 in več bil niti ne 1, ne? Tako da trendi so vidni. Moški dejavnik, ne, se pravi, kadar je neplodnost povezana z moškim faktorjem, da gre za slabši spermiogram, je bil pri vseh teh ženskah, ne, približno enako zastopan skozi vsa starostna obdobja, tako da nekje 30% je bilo prisotnega tudi moškega dejavnika. Zdaj, ko se mi lotimo zdravljenja, se seveda lotimo glede na vzrok, ki ga najdemo. Po eni strani, če gre za hormonske težave ali pa nereden ciklus, pristopamo z zdravili. Druga opcija, kadar vidimo, da gre za neke organske spremembe, lahko pristopimo kirurško in še vedno pa potem ostane tudi oploditev z biomedicinsko pomočjo, ki je pa seveda prva misel, kadar imamo tukaj težave na moški strani, se pravi, da gre za slabšo kvaliteto semena. Zanimala nas je potem seveda tudi uspešnost, kako z vsem, kar znamo, uspemo doseči zanositev v teh starostnih obdobjih in pri mladih je bilo to seveda zelo visoko, ne? Tukaj smo prišli v več kot 90% do zanositve. Ne govorim o porodu, ne? Tukaj se potem še kar precej, bom rekla, nosečnosti ne konča tako, kot bi si želeli, ne? Gre za spontane splave.
ampak pri mlajših je ta odstotek bistveno manjši kot kasneje pri starejših. Ne. Se pravi, uspešnost je kar dobra, ne, se drži nad 80, ne, tam do 85%, skoraj do, bom rekla, tam 40 leta, ne, kakšne 2 leti prej, pa ta, bom rekla, uspešnost zanositve začne padati in v skupini nad 40 smo bili v bistvu uspešni, smo dosegli zanositev samo še v 40%. Tako kot ste pa prej slišali, ne, je to delež porodov pa izrazito, bom rekla, nižji. Ne. Je pa razmerje med tem, na kakšen način smo uspeli priti do nosečnosti, se pa seveda tudi skozi ta starostna obdobja razlikuje. Pri mladih je pogosto dovolj, da zdravili uredimo ciklus, da pride do ovulacije in na ta način kirurško pri teh, ki imajo seveda partnerji dober izvid semena, je smiselno korigirati anatomijo in omogočiti naravno zanositev. In kadar je res seme v redu, se to doseže potem po naravni poti nekje v 40 do 50%. Seveda pa za to potrebuje ženska nekaj časa. Ne? In če dobiš pacientko, ki je 37-38 let, potem se ti zdi škoda zgubljati pol leta, 1 leto, zato da boš čakal na naravno zanositev. V teh primerih se pristop kombinira, ne, se pač toliko prej ponudi hkrati tudi umetno oploditev, zato da če zanosi, izrečem, gospa, če boste zanosila, vam bo itak vsem, kako ste zanosila, samo da pridete do nosečnosti, do otroka. Če pa kljub temu v postopku umetne zanositve, oploditve ne zanosi, ima pa, če ostale stvari uredimo, možnost vseeno med enim in drugim postopkom še zanositi po naravni poti. Tako da kombiniramo glede na konkretno situacijo določenega para, da pridemo do želenega rezultata.